Lepo pozdravljeni, dobrodošli, hvala za udeležbo na to najno predavanje znanstvene fantastike v Sloveniji v sklopu spletne strani znanstvena-fantastika.si. Zdaj, kot eno začetno vprašanje, kaj je znanstvena fantastika, če mogoče kdo iz občinstva ve, kako bi lahko definirali znanstvena fantastika? Nekaj, kar se bo zgodilo, kar se še ni. Ja, res je, pač znanstvena fantastika se ponavadi res ukvarja s stvarmi. Jules Verne, 20.000 možnih. Res je. Jules Verne je odličen primer pisca znanstvene fantastike, ki je uspel povedati do takšnega tehnološkega razvoja, bo šlo v prihodnosti. Zdaj, ponavadi se vse definicije znanstvene fantastike zvedejo na nekako sam opis tega, kaj znanstvena fantastika vsebuje. En krajši, da lahko rekel temu, seznam je, naprimer, vesoljske ladje, potovanje po vesolju, potovanje po času, potem, ti pomagajo še, kaj še? Vesoljci, rakete, in razne inovacije, ki jih danes ni, ampak mislim, laserji, leteči avtomobili, ne pozabimo, to nam obljubljajo že najmanj 50 let, še vedno jih čakam. Ja, desem. Ja. Zdaj lahko pa vseeno rekli, da ko znanstveno fantastiko morda postavimo neko delovno opredelitev in ta bi bila, da znanstvena fantastika se tiče nekega napredka v tehnologiji in znanosti in proučuje, kako bo to vplivalo na družbo in posameznika. In zaradi tega je tudi pogosto znanstvena fantastika postavljena v bližno ali daljno prihodnost, ali pa tudi v sedanjost. Zdaj, ena zanimiva definicija znanstvene fantastike je na primer od ameriškega pisca Damona Knighta, ki je znanstveno fantastiko nekako definiral kot znanstvena fantastika je vse tisto, kar imenujemo za znanstveno fantastiko. Na podoben način se je tega lotil tudi Mark Glasi, ki je drugače tudi ameriški imunolog pa raziskovalec na enem od inštitutov za rak, ki je rekel, da za znanstveno fantastiko velja definicija, ki velja tudi za pornografijo. Noben točno ne ve, kaj je, ampak ko vidiš, veš, da je znanstvena fantastika. Zdaj pa kaj podreti element? Pornografija, ne sam. Jaz bi rekel znanstvena fantastika. Več je znanstvena fantastika v petem elementu. Naslov današnjega predavanja pa je znanstvena fantastika v Sloveniji. In zdaj naj zanima, morda za začetek, koliko piscev znanstvene fantastike, slovenskih piscev znanstvene fantastike in fantazije poznate? Kar bi prejema na Sodik Pečar, Matjaž Gams, nekaj pismo. Ok, super, kar. Ok, zdaj podobno isto vprašanje smo tudi postavili na predavanje, ki smo ga imeli v sklopu na meji nevidnega 2018. Smo kar nekaj časa rabili, da smo prišli do nekega skromnejšega seznama slovenskih avtorjev znanstvene fantastike. Zdi se, da to je teza, da znanstvena fantastika v Sloveniji ni ravno oziroma vsaj piscem znanstvena fantastika v Sloveniji ni omogočena neka možnost, da bi se uveljavili na slovenskem trgu. Naprimer, ena znana šala v literarnih krogih je, da če kakšen Slovenec želi napisati znanstveno-fantastično knjigo, je bolje, da se vzame nek psevdonim, če se čuje kot nekaj iz tujine, nekaj angleškega ali rusko zvanečega in bo veliko bolj uspešen na slovenskem trgu, ker se zdi, da preprosto ko vidimo nekaj, da preprosto ne pripisujemo slovenskim avtorjem, da bi bili zmožni zadostiti občemu okusu do te mere, kot je lahko tuji avtorji, ki razpolagajo z širšo reprodukcijo in večjimi sredstvi, testnimi pravci, urejevalci, uredniki, svetovalci in tako dalje v sklopu nekih širših oziroma večjih založb. Ena podobna teza je tudi, da v Sloveniji na samem področju znanstvene fantastike pa s tem povezane literature vlada neko
prepričanje. Večina, recimo temu tako, večina piscev znanstvene fantastike v Sloveniji izda v samo založništvu. Zakaj je temu tako, je potem tukaj prostor za razpravo, da res založniki nočejo objavljati slovenskih znanstvenih fantastičnih piscev. Lahko je pa tudi po drugi strani, da mogoče slovenski znanstveno fantastični pisci niso toliko dobri, ampak nekako ne verjamem v tezo, ker res je, tuji pisci, bomo tako povedali, pisci, ki se prevajajo iz tujih jezikov v slovenščino, potem velja izpostaviti, danes je zdaj išel prevod od Franka Herberta Dune, s čim mislim, da je prevodil. Je nekako tako v Sloveniji, da so prevedena samo največja oziroma najuspešnejša znanstveno-fantastična fantazijska dela. Kar pomeni, da je za založnike veliko manjše tveganje, ker so to dela, ki so se že dokazala na prostem trgu, za katero pričakovati, da bodo tudi pri nas do neke mere uspešne. Medtem, slovenski avtorji so potem v primerjavi s temi tujimi nezanesljivi, nepreverjeni, je boljše reči, ker nikoli ne veš točno, če se bo to vlaganje sredstev v njih splačalo, povrnilo ali pa ne. Lahko bi tudi rekli, da preprosto ni nekega literarnega okolja, ker bi lahko z neko gotovostjo vedel, da daš neko slovensko znanstveno fantastično delo ven, da bo to tudi šlo, da bo ljudje prišli in da bo se stvar prodala. In zdaj imamo tukaj več društev, ki želijo z raznimi projekti morda vplivati na to javno percepcijo žanra, morda pokazati, izpostaviti par avtorjev, ki piše znanstveno fantastiko in fantazijo in se skuša uveljaviti na tem področju. In zdaj tukaj je vrsto nekih projektov, ki bi jih danes rada naslovila. Ja, vsekakor velja izpostaviti revijo Celjskega literarnega društva Supernova. Tukaj je nekaj izvodov, ker njih je društvo odstopilo, da lahko obiskovalci današnje predavanja si pogledajo, vzamejo domov s sabo. Tukaj so pač komod lahko podate te izvode naprej. Drugi tak primer je Zvezdni prah, točno Zvezdni prah, ki deluje v Mariboru. Ja, to enkrat na 3 leta izide en zbir slovenske fikcije tam, tukaj debelejše knjige. Potem pa še treba izpostaviti seveda namen nevidnega, ki je konvencija in tudi izide vsako leto publikacija, kjer objavijo zmagovalce literarnega natečaja in likovnega natečaja. Zdaj, moj manjši problem z namen nevidnega je to, da imajo tako prispevke v angleščini kot slovenščini. Zdaj, meni se zdi, osebno menim, da če mi hočemo nekako se truditi za slovenščino, pa promovirati pisanje znanstvene fantastike v slovenščini, pa to, da se sploh mladi nekako vzgajajo v temu duhu znanstvene fantastike že od malih nog, pa prebijajo znanstvene fantastike v slovenščini, potem je to ribanje z angleščine zraven, pa katerega drugega tujega jezika odvečno, ker v resnici na ljubo, če hočejo pisati v angleščini, imajo malo morje zunanjih natečajev, angleških, ameriških, kjer je dosti velika konkurenca in če bojo uspeli tam, lahko uspejo zares. Ja, pa gre tudi za to, da recimo še kolikor ne damo neke opcije, nekih slovenskih, da bi v slovenščini ustvarjali neki literarni natečaj razpisov, ali pa da bi v slovenščini knjigo izdali in pač vedeli, da bo se to izplačalo. Potem bomo imeli na koncu tudi veliko avtorjev, ki bodo morda želeli slovenščini pisati, ampak bodo pač prepuščeni temu, da bodo mogli v angleščino zahajati. In v angleščini je seveda problem ta, da to ni tvoj materni jezik, se bojuješ z enimi avtorji, tvoja konkurenca so avtorji, ki imajo pač neprimerljivo boljše poznavanje tega jezika.
In si takoj v nekem zaostanku v slovenski avtor in se zdi škoda, da ta nekdo, ki pa bi pisal v slovenščini, da bi se moral zatekati tja. In pač pri namenu nevidnega že se vidi, da je miselnost ta, da morda pomagajmo kakšnemu avtorju, ki piše v angleščini, če že pri nas ni možno spet, naj spet nekaj v tujini, naj napiše nekaj angleškega. Sprejemajmo angleška dela in dajmo tem avtorjem zakon pač zapisane v angleščini, ker se slovenščina tako nič ne bo. Ne? Jaz se tukaj ne strinjam. Ne, to je miselnost namen vidnika. Ja. Ja, to ni miselnost. Jaz se z njim ne strinjam, ker meni se zdi to, recimo temu, uičkanje avtorjev, da jih pišejo v angleščini, da mi jih je potem še žal, če ne uspejo v tujem jeziku. Je tako, enkrat sem dal primerjal, da mislim, da je to tako, da bi delfine učil leteti. Delfine se uči plavati. Če hočejo leteti, imajo proste roke, naj poletijo, to bo super znanstvena fantastika, ampak pač meni se zdi to zapravljanje našega časa. Bolj veselim tega. Večina, recimo temu, da je namen samega portala znanstvena fantastika nekako ustvariti to okolje, ki bo sploh omogočalo tako mladim bralcem kot piscem neko okno v svet znanstvene fantastike, ki bo v slovenščini, ki je podcenjevan jezik, če tako pogledamo. Ampak moramo reči, da smo lahko nad odzivom nad spletno stranjo, ki je začela delovati v začetku poletja, iskreno navdušeni, ker vse, odkar smo zagnali ta projekt, beležimo stalno rast. Zdaj nam je tudi uspelo dodatno razširiti ekipo. Dobili smo še enega stalnega pisca, ki naj bi danes bil z nami, Andraž. Je? Glas sem bil jemno slišan. Ja, v glavnem pač veseli smo, da gre tudi dobro, kot gre. Vsekakor se veselimo temu še naprej, bomo šel to še naprej. Na tem našem spletnem portalu nekako probavamo in s časom smo res šli v to, da se potrudili tega, da naredimo stvari, ki so na spletni strani dostopne kar najširšemu možnemu občinstvu. Če boš ti Joša kaj povedal. Ja, vam podal še za začetek, zakaj smo torej sploh ta projekt začela. Torej, midva z Ivanom smo se prav tako smo govorila neko željo potem, da bi ustvarjala torej, žanrska dela v znanstveni fantastiki, fantaziji v slovenščini in smo malo raziskovala opcije, kakšno sploh imamo v Sloveniji, da bi uspela kot pač mlada pisca z kakšnimi zgodbami, kam bi sploh objavljala, kam bi knjige pošiljala, kdo bi to izdajal. In koliko smo malo pregledala to stanje, smo videla, da je dostikrat knjige, torej tisti, ki izhajajo oziroma izdajajo knjige, so velikokrat same od sebe odvisne, torej v samozaložbe morajo iti, ali pa torej, so odvisne od raznih društev, literarnih društev, kulturno-umetniških društev. In na poti, ko smo to raziskovala, sva našla nekaj torej, že omenjenih projektov. Da bi še tukaj enkrat omenil reviju Supernovo, ki torej s svojimi stalnimi razpisi torej išče zgodbe, torej znanstveno-fantastične, fantazijske zgodbe nadnaravnega hororja v slovenščini in jih torej stalno zbirajo od ljudi in jih objavljajo v teh revijah. Če te smem sam prekriti, trenutno je tudi tematski natečaj od Supernove. Ja, tudi to je zelo... Na temo alternativne zgodovine. Kaj bi se zgodilo, če bi Ulrik Celjski preživel atentat v Beogradu? Zanimivo razmišljanje, mogoče ideja za kakšno kratko zgodbo. No, to je zanimivo za temi tematskimi razpisi, da torej, izkoristi ta tematski razpis nekaj, kar pa imamo prednost domači avtorji pred tujimi in to je neko kulturno-zgodovinsko ozadje, idejno ozadje, torej, da dejansko naša dela postavimo v neko torej,
izročilo ter tako in lokacijo in torej idejno polje, nečesa, kaj nam je bolj znano, nekega mogoče neki tuji avtor ravno ne bo mogel in že zatem pridobimo neko prednost pred tujimi avtorji. Zato zelo zanimivo, no, da so tukaj tematski razpisi, na primer prejšnji tematski razpis je bil naslovljen z fantastična antična Celeja, torej so sprejemali zgodbe, ki se dogajajo v antičnem Celju in morajo se vsebovati fantastične elemente. In to se mi zdi en zelo, torej, en zelo soliden pristop, no, kako se lotiti popularizacije žanra v Sloveniji. Na primer, tukaj je vredno izpostaviti hrvaško društvo Sfera. Ja, Sfera je, mislim, da že v 90-ih letih začela s tem projektom. Oni so se obadali z nečim podobnim, ko so imeli preveč prispevkov v tujih jezikih in so hoteli pač popravek. Njihov problem je bil, da se je preveč znanstvene fantastike napisano v hrvaščini dogajalo drugod po svetu. In so bili tako, zdaj imamo to dovolj, zdaj se bo pa znanstvena fantastika začeli dogajati na hrvaškem. In so izdali v bistvu 3 zbirke kratkih zgodb na temo Zagreb 2004, Zagreb 2014 pa Zagreb 2094. Glavno, kar so te 3 zbirke uspele potem vzpostaviti, zato ker se je to res agresivno promovirali, je nekako pač celoten preporod hrvaške znanstveno-fantastične scene, ki danes šteje, ne vem, 6, 7, 8, odvisno od leta, od društv in publikacij, kjer lahko objavljajo znanstveno-fantastiko, fantazijo in nadnaravne grozljivke v svojem maternem jeziku. Zdaj, to so velikopotezni cilji, tako da če Supernovi to uspe v roku nekaj let, jaz bom zelo vesel, jaz bom presrečen. Vsekakor je pa vredno omembe in vabiti k sodelovanju. Več zgodb, kaj je močnejša konkurenca, močnejša kot je konkurenca, višji je nivo zgodb in na koncu tako vsi pridobimo. Tako brati kot mladi ali pa stari pisci. Bomo zdaj omejevali pač tisto starost pomejo, kjer lahko to začne pisati. Ali pa nekaj. Vsi morajo pisati. Morajo? Ne. Hočejo. Lahko. Besede. Ja. Več o samem portalu, kot sva rekla. Šlo se je, gre se s tem ponujanjem čim širšega spektra tem. Nekaterim pašejo eseji, drugim kratke zgodbe, enim pašejo kratke objave, tretjim dolge. Eni imajo radi YouTube in videa in tudi tej kategoriji probamo pač prisluhniti, oziroma upamo, da oni nam prisluhnejo. Z oddajo, ko smo jo začeli znanstvena fantastika na YouTubeu, vsako soboto ob 6 je objavljen en posnetek. Do zdaj so pokrila, katero je to? Zdaj so pokrila. Kaj je znanstvena fantastika, torej smo se dotaknili definicije žanra, potem Husserl, Lovecraft in njegove grozljivke. Kaj najmanj so nekatele? Kaj najmanj še ne, Enderjeva liga, še Štoperski vodnik v vesolju. Točno, Štoperski vodnik v galaksiji. V glavnem tudi tam je v tem YouTube mediju oddaje, ki poslušate najna žametna glasova, je na meni že spet, zdaj bile so neke pritožbe, da je slabša kvaliteta zvuka, upava, da so to uspela nekoliko popraviti, napredek je tukaj počasen, stopnjuje. Če vse takoj... Mislim, rekel bi, da je napredek hiter, samo kvaliteta začetna je bila tako slaba, da je hitro šlo na zgor. To je eno od teh načinov, kako bi se lahko izrazil. Če citiram iz ene znanstveno-fantastične serije, če zdaj midva razrešiva vse probleme, potem se bojo pač vsi tisti zanamci, ki pridejo za nami,
naju črtili in se spraševali in se jezili naju, zakaj sta morala vse to narediti, zdaj nam ni nič ostalo. Počas. Gremo. Na portalu imamo tudi novice o dogajanju v Sloveniji ter v tujini na področju znanstvene fantastike. Potem tudi kratke zgodbe, torej raznih avtorjev. Imamo odprt razpis, kamor lahko pošljete zgodbe in objavimo tudi nekaj tudi prevedenih, toliko da bojimo ena je prevedena, da je stik z tujimi literarnimi okolji ohranjen, še bo več prevodov. In ja, se pogledamo tudi na sodelovanje, torej vse, ki bi zanimalo jih to, da bi torej pripomogli k percepciji in torej, da bi promovirali slovenska dela na tem področju, da se pridružijo ekipi in obogatimo ta portal z vsebino. Treba je poudariti, da je to nekako najino delo, ki ga delamo v prostem času, hobi. Rada ima znanstveno fantastiko in fantazijo, rada bi, da je več novic, kolikor jih je, ampak jaz sem v to kurva tedna. In tukaj bi se lahko še dalo delati in upamo, da bomo, sploh če dobimo še kakor, ki so te novice, bomo zelo veseli, noč. Ja? Sem mislil, da sem dobil kandidata, na žalost, pa drugič. Ja, v glavnem, veseli smo sploh, ker je prišlo tudi do tega, da nam avtori sami, če objavijo knjigo, pošljejo material, iz katerega potem lahko naredimo novico o tej knjigi in k temu tudi pripomoremo nekaj večji, recimo temu medijski prepoznavnosti, da sploh kdo v Sloveniji ve izven tega avtorjevega kroga, pa zdaj mogoče tudi drugi mediji, če zdaj predstavljujem naš spletni portal. V glavnem, super je, da to delamo, mislim, da smo to naredili z obvojem Slovenskega magične gimnazije Ljubljana, pa zdaj nazadnje od Erika Sancina, njegov postapokaliptični roman Dvigalo, točno. Tu vsekakor nekaj, česar si želimo še več. Več slovenskih piscev, romanov, ki izide v slovenščini znanstvene fantastike in fantazije. To boš za nas vse. Mi imamo nekaj zapisati materiale, itak nikoli ne zmanjka. Bralci imajo nekaj za brati, upamo, da tudi slovensko, ker to še toliko boš. Ja, jaz v glavnem samo hočem doseči, da lahko pride otrok v knjižnico in vzame police znanstvene fantastike, tudi kakšno slovensko knjigo, ne samo cele vrste Tolkienov, Martinov, pa Lewisov, pa J.K. Rowling. Sploh sem se še enkrat zarekel s Tolkienom. Ja. Smo vse hice v tem, da tudi teh prevodov ni to velika, ne? Mislim, v slovenščino znanstvene fantastike. Ja. Konec koncev na prste ene roke lahko letno produkcijo našteješ. Ja. Oziroma zdaj je Karl Herberg, ki mislim, Dune, ko pride, to je knjiga stara, koliko 40. Ta del je kar šlo. Zato, ker ni uspešno. So že pravi izdali in so knjige to nam dodajali. So rekli, da se mi je par knjig sploh ni spletna. Imajo dobre prevode, pa rajš beremo v angliščini. Mogoče zato, ker večina že prebere v angliščini in potem še enkrat prevod v slovenščini. Čisto se ljudje to zanima, da grejo klasike že prebrati in če nimamo klasike pokriti. Prevodi so tudi dragi, potem folk treba počaka, pa gre v knjižnico iskati. Ja, to je res. Lih tukaj je potem eden od glavnih argumentov, zakaj bi se potem lahko več vlagal v same slovenske avtorje. Ampak, ker prevodi so dragi, pa itak se prevaja samo tisto, kar je v tujini dokazano kot najbolj uspešno. Zdaj s tem prevodom Puščavnega plemita Dune v glavnem
je to pač knjiga, ki je prevedena cela trilogija v tej eni knjigi, kar je najbolj že spet šlo zaradi tega, da hvala Bogu, da smo dobili pač celoten prevod, ker vem, da sem enkrat v ljubljanski mestni knjižnici pograbil prevod fundacije od Asimova in sem bil razočaran, ker sem ugotovil, da sem v roke dobil v bistvu tretjo knjigo fundacije, da prva pa druga pa nista prevedena v slovenščino. Tudi to se dogaja. Zdaj, lahko pa res pohvalimo tudi, kako je celotna literarna srednja pozitivno sprejela prihod portala Znanstvena fantastika. Ja, to bo definitivno zdaj ena, morda znotraj krogov teh piscev znanstvene fantastike. Pogosto čuješ nek argument, češ, da je med literata nek stereotip, češ, da znanstvena fantastika, to je trivialna literatura, to je sekundarna literatura, to ni zajemati resno, mi tukaj počnemo resno delo, ne bomo dajali pozornosti tem našim domačim piscem šunda. Torej, ideja je, da našim avtorjem ne uspeva zato, ker bi naj bil nek stereotip na delu. No, zdaj pa najna izkušnja je precej drugačna. Tudi torej, revija Mentor je v svoji zadnji številki izpostavila najin portal in z velikim navdušenjem. In revija Mentor med drugim tudi razpisuje festival Urška, torej festival mlade literature, kjer je tudi en izmed 5 finalistov izrecno pisec žanrske literature in sicer znanstvene fantastike. In je dobil tam tudi veliko podpore in pohval z strani vseh tistih tamkajšnjih literatov. Tudi midva smo dobila veliko spodbude, zelo so se veselili tega projekta in ga pozdravljali. In midva tega stereotipa nismo zasledili med literati, češ da bi to bila neka sekundarna literatura, niti približno. In tudi z tem, kaj so naredili za naj in izpostavljali in tako dalje, tudi prikazuje precej drugačno sliko. In mislim, da je tukaj kar tako za strani same naših literarnih krogov, kot nasprotpravcev, mislim, da je tukaj neka naklonjenost do žanra, to je vse prisotno. Zdaj, moj odnos do trivialne literature je drugačen, ker šund se prodaja. In to je nekaj, kar znanstvene fantastike, pa ne govorimo samo za slovensko, ampak nasplošno, dolgo ni hoteli dojeti, zaradi tega pač je, kakor so hoteli s časom zdefinirati znanstveno fantastiko, so jo na koncu zdefinirali samo še na trdo znanstveno fantastiko, ki je potem bila nekako v srebrni dobi zvedena na Heinleina, Clarka pa Asimova. Medtem, ko je bila znanstvena fantastika čisto zares ta prava trivialna literatura, je to bil eden od najbolj obširnih in najuspešnejših žanrov, ki so obsegali vse, kar se je potem danes zreduciralo še na kriminalke, grozljivke, na vojne romane in podobno ostale žanre. Ker če pogledamo od Burroughsa, Burroughs je v Sloveniji bolj poznan kot avtor Tarzana. On je napisal tudi Princeso z Marsa. To je, danes sploh ne vemo, kako bi žanrsko opredelili ta roman, ker nekako premisa je, da glavnega junaka teleportirajo, pač pade skozi portal na Mars, kjer potem se znajde v neki, recimo temu, kvazi srednjeveški družbi vesoljcev, kjer skače po raznoraznih platformah, ker je toliko lažja gravitacija in pobija pošasti in vse razno. Tako je. Drugi najdražji film, ki ni uspel. Ja, nažalost, zaradi tega filma so v Disney v glave padale.
ampak Zaradi tega. Ne, dupa, ne, pamet. to je pa en kasnejši film. O tem še kdaj drugič. Ja, v glavnem, kar se tiče te trivialne literature pa znanstvene fantastike, trivialno je nekaj, kar bere recimo temu preprosto ljudstvo, in če preprosto ljudstvo to bere, to pomeni, da se bere na veliko. Jaz nimam nič proti temu, da bi dejansko pisci znanstvene fantastike lahko služili take velike denarje, kot so jih včasih služili pisci trivialne literature, kakšne so bili avtor Konana in Druščina, ki so, mislim, da če se prav spomnim, so dobili peni na cent na besedo, ali 5 centov na besedo. V glavnem, napisal se pa tam okoli 2 milijona besed na leto, minimum. Kar je potem pošlo za tiste čase do kar lepih dani, da si lahko do konca življenja uživali življenje. Uspeh znanstvene fantastike kot trivialne literature. Mislim, da se, če je znanstvena fantastika zvedena na trivialno literaturo, se na tem ne bi smela pritoževati, ampak bi morala to objeti. Ponovadi se reče, da te trivialne literature se misli, da je to globine ni, ne? In zdaj to se razloči med globino dela pa bredivost dela in načelno lahko boja se to stimo. Ampak nevarnost pa je, ko pa je nekaj preveč bredivo, preveč hitro dolgo vrstitev kot nekaj, to je brez globine, to samo preletiš in greš dalje. In torej, ko pa se človek preveč trudi, da je bilo globoko, pa hitro postane nebredivo in potem se tudi prodajamo. Dobro in potem morda tukaj neka zlata sredina, iskanje zlate sredine ne bi bilo več. Se počujem, ga ti si nam dvignil roke? Ja, meni se zanima pač naprej eno vprašanje. Kar se tiče pač pisanja v slovenščini, pač koliko je dejansko avtorjev slovenskih fantastike, pa znanstvene fantastike, pustimo Alamo, tako je to že staro, koliko je dejansko bilo prevedenih potem iz slovenščine, kar so napisali v kjerkoli drug jezik? Okay, recimo že hrvaščina. Dobro vprašanje. Jaz nimam pogovorila, imaš to? Ne, nimam podatkov. Imam že drug? Najbližje, kar imam... Punctus interrogativus, tam piše, kar vse je prevedeno v slovenščini. Kjera stran? Punctus interrogativus. Punctus interrogativus. Znanstveni fantastiki v Sloveniji in tako se tudi piše na bomo zrihtali tudi, ko boš... lahko nam sliči. Super, če boš. Kar napiši. Ok, še več informacij bomo dobili. Super. Zdaj, kar se tiče zastopanosti znanstvena fantastika pa mislim tudi fantazije v slovenskih knjižnicah, nam je podatek, ki smo jih dobila od knjižničarja Mitje Iskriča, je stav del v slovenskih knjižnicah nekako takšno, da je 40% družbenih romanov, 14% je kriminalk, 7% je zgodovinskih, 6% je pa znanstvena fantastika in fantazija. Žal ni podatkov o tem, koliko teh je 6% je slovenskih. Ostali procenti za tiste, ki so sledili, je pa strokovna literatura. Tukaj pač se kaže nekako, da znanstvena fantastika tudi po knjižnicah, ker recimo temu, da knjižnice imajo tisto, kar v največjem številu tisto, kar je najbolj brano, ker domnevo bi, da je to v njihovem interesu. Ko bo tudi imajo knjige za to, da stojijo na policah, pa tudi to bi bila ena možnost, ampak to ne verjamem. Verjetno je kaj tudi zgodovinske knjige, znanstvene fantastike, imajo pravšo zgodovino kot recimo klasična literatura. To je res, to je res. Gde imaš pač zalogo odprej. Ja, definitivno je. Potem je znanstveno fantastiko treba čas dopolnjevati, medtem ko vse ostali imajo že... Ja, ampak glede na eksponentno rast, koliko tega se vsako leto ne piše, potem se mi zdi, da se tukaj hitro to izniči starot nekega žanra. Jaz bom priznal, da med novo znanstveno fantastiko tam reči mislim nekaj zelo navdušen v zadnjem času. Odvisno, pač mislim, ja. V angleščini, kar se tiče znanstvene fantastike, pa fantazije, se je
tisto, kar je tradicionalno objavljeno med 5 največjimi založbami, je res dosti nižji nivo, kot smo bili včasih navajeni. Medtem, ko je ta neodvisna založba, indie založba, majhne založbe, je pa kvaliteta ponorela. Sploh enkrat, ko je prišel Amazon, vem, da naprimer tale serija od Nika Cola pa Jasona Ansbacha, Galaxy's Edge, zdaj sta končala dejansko prvo sezono 9 knjig, ki se tako noro dobro prodajajo, pa nista edina. In sam dejstvo je, da so se pač oni res specializirali recimo temu neko trivialno literaturo, katere namen je nekako tako, kot je navada potem prišla z Netflixom, da postane pač knjiga čim bolj berljiva in da bralec prebere eno, tako hoče drugo, pa tretjo, pa četrto, pa peto. In nekako se je vzpostavil ta cikl. Zdaj, res je tudi, da večina piscev, če govorimo zdaj za ta veliki ameriški trg, angleški, anglosaški, je, sploh teh neodvisnih, piše na tak način, da če zasledijo nek trend, ki je v porastu, bojo šli pisati v temu žanru. Je veliko bolj dinamičen trg v primerjavi s slovenskim, kjer pač pisci pišejo svoje in od tega si zato vzamejo svoj ljubi čas. Digitalizacija je tudi definitivno malo poživila stvari. Ja. Ne škoda, da nimamo v Sloveniji. Imamo torej e-knjiga.si, se torej želim nekako s temi elektronskimi knjigami malo eksperimentira, no, kako bi to delovalo, ampak sta idealno postavljeno, da... Ja, in to je tudi ena izmed ideja, digitalizacija vse stvari. Digitalizacija je sploh pač, če pogledamo stroške za izid knjige v neodvisni založbi, je treba dati denar za oblikovanje, je treba dati denar za naslovnice, je treba dati denar za lektorja. Čeprav določeni avtorji bojo rekli, da lahko oni vse sami, ampak ne, po mojem osebnem prepričanju in kakor sva to delala zdaj že leta in leta, zelo pomaga, da še nekdo drug gre čez zgodbo. To so stroški in tisk je največji strošek izdaje knjige. In če hoče najlažji način, kako bi si pa avtorji lahko povrnili stroške, no, bom tako raje rekel. Tisk knjige je največji razlog za visoko ceno knjige. Ker če tiska ni, če je na primer v digitalni obliki, so tudi stroški recimo takoj za polnoč. Založnik ne rabi vlagati v tisk, bralec pa ima manjšo ceno, samo tisti mestni medij odstranimo, pa lepo vse lepše zaokroži brez tega. Se tudi ni zamud zaradi tiska, po napisu vsega, ampak je vse pač preprosto zgoraj. En klik in se že... Ja, veste, kako je pa kaj z izdavanjem slovenskih knjig, recimo na Amazonu? Ne moraš. Uradno ne, ker sem zasledil, Amazon podpira izdaje knjig v slovenščini, zaradi tega, ker ne morejo potem preveriti kakovosti, kakor lahko v drugih jezikih podpirajo. Tako da knjige, ki izidejo dejansko na Amazonu v slovenščini, so malo tako nadivje. Ker ponovadi se potem registrirajo pod angleščino, kar bi nastal problem, če bi nekdo dejansko domneval, da je kupil tisto knjigo, in potem pač porjavil napako, kot da je v napačnem jeziku. Tako da v to se jaz ne bi pospuščati, ker enkrat Amazon je dosti strog glede svojih pravil in enkrat, ko te blokirajo, si potem na veki vedno ne blokirajo. Jaz bi še rekel. Mislim, da napišeš dobro znanstveno fantastično zgodbo ali pa knjigo,
ni toliko važno, koliko številčni narod, na katerega jezik pišeš, ampak koliko imaš v bistvu okoli sebe tistih, od katerih dobiš pomembne informacije. V komunikaciji je pač pisca z tistim, kar ga obdaja, pomembno. Jules Verne ni bil tako naštudiran znanstvenik, ne vem kaj, ampak on je bil v skupini francoskih enciklopedistov. To so bili pa vsi zelo, zelo inteligentni ljudje in so znali prognozirati. On se je družil z arheologi, se je družil z biologi, se je družil z geologi in tako naprej. In od vsakih je dobival neke informacije brez interneta, direktno. Danes imamo internet, pa ne dobimo teh informacij, ki jih je on zbral tako, da so se zbirali v skupino in je naredil knjige, ki se še danes berejo. Danes boste bili lahko iz interneta marsikaj dobil, sam tisto najbolj bistveno, kar je v fantastiki, pa ne boš dolgo tam. Tistega, pa ni tam. Razumeš? Zdaj, recimo, ko ima neke večje založbe v recimo Angliji, Ameriki, zelo zanimivo, tam imajo pač cele ekipe svetovalcev, ki grejo skozi tvoje tekste in strokovnjakov, ki pač te dejansko pogleda, ali je faktično pravilno, kaj ti napiše. Potem imaš torej seveda že testne bralce, ki ti povejo, ali je to dejansko predljivo, če si jih prepriča. Recimo v tem Ziru smo že Slovenci tako, ker ni takih založb, torej za nekem zaostanku, torej veliko pomeni to, da imamo mogoče kakšne združene literarne društvo v to, kjer se torej ta ideja izmenjuje, torej še predvsem Celjsko literarno društvo, kjer se torej se lepo osredotočajo na znanstveno fantastiko. To, kar ste rekli, definitivno pač zelo veliko pomeni, pač pisanje, že nikoli ni bilo neko delo v izolaciji, nego kaj bi genij ne nastane v izolaciji, avtor ne nastane v izolaciji. In definitivno, no, to je veliko pomeni. Ja? Karl May? Zapor. No, definitivno, mislim, za vsako pravilo bodo izjeme, ne? Ampak ki ga pogledamo potem pač obširno, torej seznam statistično. Karl May je bil slep do 6. leta. Kako? Do 6. leta je bil Karl May slep, potem je pa po eni operaciji spregledal. Gospa, vi ste bili eno vprašanje? To je imel fantazijo, odprej. Ja, sem pa reč to, predaj, ko smo govorili o tem, ali je bilo kaj prevedeno slovenskega v tuje jezike, ne? Sem se ravno spomnila, da sem se odlično pogovarjala z enim prevajalcem, ki prevaja iz slovenščine v srbščino. Že nekaj drugače v Bosni in on mi je pravil, da je prevajal knjige od Dimitrija Remca v srbščino. Tako da to očitno nekaj tudi je, no. Ja. Sem spomnila zdaj imena, no, lahko pač odpovedim, ampak on jih je očitno že več prevedel, tako da tudi sem se plasila, recimo, ta naša literatura malo odvijeni, recimo. Remec je nasplošno zelo priznan pisec slovenske znanstvene fantastike, ki je, na primer, tudi, ja, on piše pri založbah, da je dokaz, da dejansko založniki so pripravljeni sprejeti slovensko znanstveno fantastiko. Tako da hvala. Ja, veliko se tudi morda kratki zgodb se kar veliko za slovenščine prevaja, torej razne evropske literarne revije za področje znanstvene fantastike, European, torej science fiction, vsako leto torej objavi z vse Evrope zbere avtorje, pač dejansko lahko hočeš v slovenščini, ki imajo sedež, mislim, da v Angliji nekje, pač slovenščini dejansko lahko hočeš in imajo tam ljudi, ki prevedajo v angleščini, če se izbrajo. Če se prav spomnim, so tudi kratke zgodbe od Bojana Excelenskega prevedene v srbščino lista. Ja, po angleščini. Ja. Ja, Srbi imajo tudi dosti močno znanstveno fantastično sceno, ampak z njo na žalost nismo tudi dobro seznanjeni. Imaš še kakšno točko?
Ja, glede samega gospoda Remca, ne, je treba povedati, da je zdaj šla njegova ptujska trilogija, ki je napisal skupaj z Aleksandro Jelušič. Ti si več iz Ptuja. Nisi več iz Ptuja. Ti si iz Ptuja. Ja, sem Ptuja, ampak z delom prav nisem nekaj preveč seznanjen. Vem, da letos... Naslovnica je lepa. Naslovnica je lepa. Ja, skoraj zamenjeno za turistični vozič, tako sicer tudi. Ampak ja, naslovnica Ptuj. Ponosen Ptuj. Če se prav spomnim, njegova trilogija govori o moškem po ženskem delu duše, ki potujeta skozi čas in se potem zelo zanimiv koncept, ki mu tukaj ne moramo narediti pravice, enkrat bomo prejeli to knjigo lahko pa prebrali. Zdaj mislim, da sem vidva s tem najnim uradnim delom prišla nekaj konca. Tako da, če imate kakšno vprašanje, dobrodošli, to se je izkazalo kot en super segment na sami predstavitvi na meji nevidnega. Kakšno bolj vprašanje je dobrodošlo, probala bomo govoriti po najboljših način. Izvolite. Meni je zanimivo danes to videti iz vidika, da Slovenija nima neke kontinuitete, nekega društva, nekega delovanja na področju znanstvene fantastike. Takrat, ko se nekdo odloči narediti, ima nek zagon in naredi veliko, recimo, še zdaj imamo enih prevodov, tudi slovenskih del založba v Vodnjaka, tako ne. Je tam 25 enotov narejenih, ne vem, če še kaj delujejo. Pa Žiga Leska, še ki je kot eno tako ime, ki je tudi zbiral ogromno njenih drugih akterjev zraven. Življenje in tehnika je eno tako jedro, da si vsakič pa še lahko dobil neko zgodbico zraven, tudi Slovenca. Zdaj se da ste recimo videl pa Celje, ampak problem je po mojem v eni smeri pač kako neko sceno narediti, da se že živi, ne. In zdaj tudi, a sta kaj v kontaktu s temi starostami, a tako bi rekel, zakaj se njim izčrpa, pa kako narediti neko trajnostno zgodbo. In če ne zdaj tako, bo spletna stran bo imela to ime znanstvene fantastike, mogoče malo osko usmerjena, ne v smislu samo promocije slovenskih avtorjev, kar je seveda hvalno, ne, ampak še širši del je tudi pomemben, pa še eno temo. Ne, kar se tiče pač osredotočenja na slovensko sceno, se nam to zdi res bistveno, ker na tak način zamejimo pač in spodbujamo ustvarjanje v slovenščini. Zdaj pozdravljamo vsekakor prevode, to smo nakazali že s tem, da smo uspeli prevesti eno kratko zgodbo od Johna C. Wrighta, ki je tudi objavljena na spletni strani. Ameriški pisec nam je prijazno odstopil v prevod, za kar smo izredno hvaležni. Nasplošno, če bo še več prevodov, toliko boljše, ne? Če nam s tem uspeš dodatno obogatiti slovensko znanstveno fantastično in fantazijsko literaturo, bomo res veseli, ampak namen je res spodbujanje slovenščine, že zaradi tega, ker to ohranjanje kontinuitete. Meni osebno se zdi, da je najlažje ohraniš kontinuiteto, če od samega začetka zgradiš svoje lastno občinstvo. Torej, da mladi že od malih nog berejo v slovenščini znanstveno fantastiko in so seznanjeni tudi s temi slovenskimi imeni, ki pišejo znanstveno fantastiko, fantazijo. Ker če tega ni, potem bojo avtomatsko naredili to, kar je naredila naša generacija. Enkrat, ko prebereš dostopne klasike v slovenščini, greš naprej na tiste, ki so v angleščini, nemščini, kitajščini in ostalih jezikih. Tukaj res velja poudariti, ne prej gospod omenil, da je trenutno na anglosaškem trgu vlada neka stagnacija, ne? Je pa zanimivo dogajanje na področju znanstvene fantastike na Kitajskem, na primer, kjer se raziskujejo določene smeri
ki uživajo vedno večjo veljavo potem tudi po svetu, naprimer. Ja, mislim, da je, zdaj ne spomnim se točno kjerega leta, ampak enkrat v zadnjih 3 letih je en kitajski znanstveno fantastični roman osvojil Huga za najboljši znanstveno fantastični roman. Imeli ste drugi del vprašanja? Druga tema je samo ta model, ki ste ga omenjali za digitalizacijo. Ne? V bistvu, če hočeš v knjižnico odpirati, moraš vse eno fizično obliki. Če se pa na voljo nekako, mora vse eno knjiga nastaviti. Digitalizacija tukaj pomeni dejansko, da tako kot deluje Amazon, torej spletna trgovina, verjamem, da mlajši od 30 let bi vas prav če lahko dvignete roke tisti, ki imate bralnike. Mislim, to je tako, 75% vseh mlajših od 30 let, da ima dostop do teh tehnologije. Kar je potem enostavno jih moraš pripraviti samo še do tega, da bojo pripravljeni odšteti neko simbolno vsoto za določeno delo v slovenščini. Zdaj, če primerjamo cene na Amazonu, najdemo knjige, ki so po 400-500 strani v digitalni obliki, tudi za $5. 4-5 dolarjev, torej 4-5 evrov. Recimo, tam varirajo. Ene so cenejše, druge malo dražje. To je nekaj, kar bi se dalo tudi v Sloveniji narediti za iste cene, pa ne bi rabili nič cenejše narediti. Zdaj, če lahko ameriški pisec preživi od tega denarja, potem lahko tudi slovenski pisec. Sploh, ker pač vemo, da ostali strošek, ki pride, ki je prisoten pri samem izidu knjige v tiskani obliki, gre ravno za tisk v največji meri. Ja, sem običajno v praksi tudi za knjige, ki so na Biblusu in tu je razlika v ceni dokaj majhna. Digitalna se prodaja za 16, cela knjiga, ne vem pa za 18. Ja, se pravi pač to se strinja. Ni ta polovica. Ni taka razlika. Ni take razlike. Pa jaz rečem, zakaj bi kupil nekaj, ker bom načeloma enkrat pregoval, morda če se vem, nekaj v luftu bo. To se strinjam. To je velik problem, ker dejansko pač potem služijo na podlagi digitalne. Če bi pa avtorji že nekako platformo pač dali na voljo te knjige, da bi si potrebno neke spletne strani ali kakorkoli da objavijo, pač ker to delajo tudi nekateri drugi avtorji, pač objavijo, reč nek simbolni znesek, si preneste knjigo, zdaj če plan lahko jo sicer privatizirate, ampak večino za simbolnega zneska jo ne privatizirate. Ker pač prebere, pa je zanimivo, pa so ljudi ali pa plačeš naknadno, če je pa plačo, ki bi bila všeč. Zdaj, da boš pa dal ti skoraj 90% od cene tudi v knjigo, pač tega ne narediš v knjigarni. Ne, to je pač za moje pojme kriminalno, to je izkoriščanje pač dobre volje bralcev, ker to se ne dela na tak način. Sam jih ne izkoristijo v resnici, sami sebe. Zdaj, ko je, ni čist res, da je ta glavni tisk, jaz sem že par knjig dal tiskati, ne svojih, tudi drugih, in je tako, postavitev je ista cena, lektor je ista cena, to, ki je naslovnica, ilustracije, tisk same knjige, recimo v izvodu 300 izvodov barvnih je prišel 5 evrov na knjigo, kar je... Kako? Koliko strani knjiga? 120 strani, recimo barne ilustracije, barna trda vezava, barne. 2000 je prišla cela knjiga, bilo je 300 izvodov. 2000 evrov. 2000 evrov je tisk. Verjetno dobiš kaj tudi cenej, če greš recimo na Kitajsko tiskati. To je bilo tiskano medule. In ni sam tisk, ni taka velika ovira. Ta strošek tiska recimo je 40% cene cele izdelave knjige, pa kar je avtorka založba, je pa plusa, je pa, če bi pa delal še
reklamo, založnik mora biti plačan, avto mora biti plačan, je to veliko več kot tistih 2000 evrov za tisk. Tu govorimo o 120 stranskih knjig, koliko bo je potem bodo prišlo za 400 stranskih knjig? 120 knjiga z barvnimi ilustracijami. To se zelo pozna. Koliko je potem bila 400 stranska? 400 knjiga navadno. Jih je toliko. Jih je toliko. Ja. Ja, če samo tisk je v 30%, v bistvu največ pride, koliko ste rekli, pride urednik, ki v bistvu se pregleda, pride lektor, pride potem tudi sam prelom. Vidimo tudi, da to prelom, ki je v bistvu ki je v bistvu kar velik za nareči. Posebej, če imate slike. Zdaj, to sem jaz delal, zato ne vem, koliko to pride. Ja, slike je ta ureditev za na splet. Veliko težje izvedljiva, kot če je to samo knjiga. Ja, sploh slike, ja. Slike so. To je mogoče velako, ko smo v tem anglosaškem svetu, kjer je ta tisk lahko res tako ogromen, v nas pa sigurno ne. Plus tega, če ste imeli 300 izvodov, ne? Ja. Če bi dali recimo 1500, 2000, ista cena. Sploh ne pozna se na ceni tisk, recimo, če daš 300 ali pa 1000 izvodov, je cena ista tiska. Tako rekoč. Ja, ampak ni linearno, pač razlika je. Napisano knjigo imaš pa koliko knjižnic v Sloveniji, imaš vsaj toliko nekih odjemalcev, potencialnih nekih knjiga, če mislim, nek seznam. To je tudi svojevrsten problem prodaje knjige. Tu pa je pa nekaj, kar in se jaz ne ukvarjam in je pa več. Tudi v Ameriki avtorji ne živijo od tega, da izdajajo. Tako, ja. Ne, je problem knjigo prodati in v Sloveniji in v Ameriki. V bistvu, kar se pač vidite, da mi nimamo občutka, ne. V Ameriki je uspelo 1000 avtorjev, v Sloveniji sem eden prodal to knjiga, ne. Ne vemo pa, da je v Ameriki še dodati 1 milijon avtorjev, kar ni uspelo, ne. Tega nimaš, ne. Ta občutek. Zakaj pa ne naredi, recimo, če ste za to reklamiranje slovenskih knjig, opcija Wattpad. Recimo, da sem prvo poglavje gor in potem se pač bralci sami odločijo, če mi všeč knjiga in ti pač, ne vem, sponzorirajo, tako rečeno, da boš ti objavil novo poglavje. Recimo, stroški so minimalni s tem, res nobenih, v bistvu avtorja samo celo odvisen in od publike, ko so ga sprejeli. Ja, tudi tukaj rabiš marketing, da te ljudje sploh najdejo. Ja, pač samo aplikacija za mobitel, bralnike... Ne, sem Wattpad recimo ima, koliko ima? Mislim, da ima 300 slovenskih izvodov, 300 slovenskih knjig gor, to je že več ima verjetno. Ne govorim v principu Wattpad. Ja, pač težko je biti najden, bi rekel. V Sloveniji, ko je tako dokaj oska ta populacija, ki se osredotoča na znanstveno fantastiko, ni nastavljena v Sloveniji. V mojem se kar hitro razveje. Če je kjer prednost Slovenije, da je tako malo, je pa tle, da se hitro razveje en med drugim, ki je dosti povezano. Pa je že to uspešno? Tako je pa, da mislim, koliko je uspel, ja. Ja. To je dosti popularna aplikacija, ampak je problem, ker je v angliščini. Ali pa tudi pač imaš v nemščini, imaš v francoščini, kakem v slovenščini, tako ste rekli. Ne, to pa ne. Zato pravim, da pač če oni hočejo na našem področju, da bi pač za Slovenijo se naredili nekaj podobnega na ta princip, da lahko poglavi potem slovenska publika samo oceni, če hočejo. Wattpad ima različne jezike in mislim, da samo slovenščino imaš možnost izbire ali pa sam zaprosiš, da ti daje možnost izbire slovenščino. Glede na to, da lahko v nemščini in po italijanščini pišeš, tam gor mislim, da lahko tudi slovenščino. Ja, lahko pišeš gor v slovenščini, je to zihar. Ampak ja, pač problem je... Problem je pa množico. Ja, tako. Pa še en kic, kad govorite o 400 stranih, še 50 let nazaj si imel 150 strani za celo knjigo, da pa 400 ni, mislim, to je eno pa 400 strani napisati, je ful enega časa že,
mogoče štartati na malo manjš, ne, zdaj, če je ciljna skupina mladi, ne, to se pravi, to je osnovna šola imajo dostop do knjige prek knjižnice, to se mislim, se kupuje, ali pa tudi ne. Pa kaj se kupuje, so pa te, ali Andrej Rozman Roza, ali pa, ne vem, Svetlana Makarovič, tako gor, ne, to je po mojem mnenju kar vrhunska produkcija. In po moje, če hočeš tako neko preboj narediti, je za razmisliti o nekem partnerstvu s kakšnim takim avtorjem. Veš tako, zdaj, ok, mogoče pretirano, zelo zelo mladi, ne, ampak tam je domišljija tako, da imaš lahko tako, sočke, ali pa pol gradiš tistih nek šunda se tudi kar da za to starostno skupino, pol tam od 10 do 13, ne vem, koliko je enih teh pošasti, pa nekaj domov bilo, se sam gledal, koliko je tega, ne, se prevaja v slovenščino, ne, tako da tam se da tudi kaj vstopati, ne. Sam to pomeni, ko so krajše knjige, namenjene mlajšim, in to je tudi science fiction včasih bil, to so pravsko par prek stripov, pa prek teh šundromanov, ne, tako da mogoče ne štata takoj na 400 strani, ki bo ene par entuzijastov, ne, ker sem klik na to temo, ne, avtori iz Amerike, jaz sem imel tudi enega napisku z Evra, ki je razlagal, da v prostem času piše, ne, in da ne sme zjutraj pisati, ko pa malo nač delo, ne, kako to odpadne, ampak je v steampunku not, ko imaš pa enih teh podžanrov, rekel, da je naredil prvi del trilogije, 400 strani, sicer se mu več ne prodaja, piše naprej, ne, tako da ti te pol zapadeš v nekaj, da delaš to sam za hobi, ne. Mora biti neka tudi ena niša, pa nekaj treba pogruntati, nekaj da dostopaš, ne. Nekaj tako drugačnega, pa ena varianta pa po moje tudi to, ne, če so kakšni razpisi za slovenske knjige, ki se piše pol žanra, nekaj pomembno, ne, kvaliteta, ne. Lahko tudi se gre na to, da je na kvaliteti in da pa neko sofinanciranje tudi škoda, ki začuje za... Ena ideja za portalom je tudi ta, da se malo spremlja statistika, na kaj se ljudje dejansko odziva, kaj je tista idealna forma, na katero se pač ljudje dejansko odzove, kaj je vsebina, ki pač paše ljudem, ki jih zanima, ki jih not pritegne. Potem tukaj pač malo tudi raziskujemo, kaj je tisto, kaj se prime. Drugače, tista ideja, da samo eno po eno poglavje, potem tako nastane knjiga, to me spominja na Bloghost, ki ga potem je zanimiv projekt, zagotovo poznaš, ko je eno poglavje po poglavje pač na internet, na svoj blog objavljal knjige in potem več čas bil v stiku z svojimi bralci, ki so mu dali, nenehno so mu davali pač povratne informacije, to je narobe, to popravi, to bi lahko boljše, to mi je všeč. In na tak način pač na internetu dejansko pač si vse prednosti zavolj. To je prevedeno v slovenščino. Ja, zdaj. Ja. In je na tak način z nekim svojim blogom dobil vse te prednosti avtorjev, ki pač imajo nekaj celo zavoljice s sabo, ki imajo svetovalci in vse, ki so ga pa bralci pominjali pač na take stvari, kot so tiste razlika med magazinom in kaj že magazin pa nekaj. Ja, točno. Kaj je bila razlika med magazinom in sažerjem ali nekaj tazga, pač tehnično glede orožja je bila predlokovska fora v interakciji z njegovimi bralci. Podobna varianta, kot ste prej omenili, mislim, da bi si zapomnil imena te platforme. Wattpad. Ja. Je John C. Wright in več teh neodvisnih ameriških piscev se je začelo posluževati na primer Patreona, kjer daje dostop bralcem do dela, ki ga trenutno piše in pač vsak teden dajo eno poglavje. Potem v roku enega leta, na primer, izide ena knjiga. S tem, da je pa tako, da pač te pisci, ki se dejansko preživljajo s tem, vsaj v Ameriki, kako poznam to neodvisno sceno, napišejo po najmanj 3 ali pa 4 knjige na leto, ki tudi izidejo. Največji težko kategorniki tipa George R.R. Martin si mogoče lahko privoščijo, da 7 do 9 let pacajo z eno knjigo, ki še ni šla. Se je nekaj, da sem malo jezen. Še kakšno vprašanje? Mene zanima to, obstaja kakva fundacija, recimo znanstvenih tega
financerjev, ki znanost pač podpirajo, ne, zaradi da se popularizira tega, da bi tudi za takšno literaturo nekaj prispevali, ne, recimo, da se lahko izdaja malo več tega, recimo, ker recimo se naši tudi znanstveniki delajo za Evropsko vesoljsko agencijo, ne, recimo, zdaj bomo ali pa smo pa zveri, 2 nanosatelita naredili, ne, prav slovensko znanje za raziskovanje območij velikih rek, mislim za Ganges, pa za 2 fotona je v Evropi. In smo naredili ta nanosatelita, ne. Torej nek denar prihaja od te Evropske agencije za vesolje in od tega bi lahko tudi nekaj dobili za mojem, ne, za take znanstveno-fantastične tiske. Do zdaj tega nismo raziskali, ampak vsekakor se splača preveriti. Če dobimo kakšne sredstva, bo šlo v nagradni natečaj. Ne, informacije ne vem, na JSKD se morate obrniti verjetno za začetek. JSKD. Javni sklad. Se če mentor poznate, pa poznate tudi njih. Vse tam so zelo fajn, no. Ti JSKD-ovci so kar navdušeni tudi nad tem žanrom. Ste prej rekel, ne, ampak avtori konkretno te literati pa mislim, da niso. Tak je, ne. Drugač pa je, jaz mentori že kar par stvari objavil, tudi žanrskih, tudi na tej urški so že zmagali, smo bili tudi že uvrščeni, tako da. Ja, oni pač ja, so tudi daje zelo pozitivno predstavljati. Ja. S svojim odzivom na sam projekt. Še kakšno vprašanje? Kar ne se bati, ne grizeva. Sam kar pol novina. Tudi da pišete, samo kasneje prišlo. Ja, pišete. Tudi piševa. Sprašujete za kratke zgodbe ali za na portalu? No, kratke splošno. Oboje. Tukaj v tej zadnji supernovi ima vsak po 2 kratke zgodbe. Fantastična antična cela je bila prvotno mišljena, da bo šla v svoji publikaciji. Ja, to je pa tematski razpis revije, ampak ker ni bilo dovolj odziva, pa je izklop revije, pač en razdelek na temo antičnega celja. Zavam te zgodbe, smo tudi mi do vsake ene zgodbe napisali. Drugač, določene te zgodbe iz supernove so že na spletnem portalu, kjer si jih lahko preberete, najdete jih pod zavihkom izbrane zgodbe. Ravno tako so gori zgodbe od Andreja Ivanuše, Bojana Vselenskega, Johna C. Rice-a, sem še kaj pozabil? Ne, parih pa še jih čakam. Ja, v parih je pa še, vedno več dobivamo tudi zgodb slovenskih piscev. Na začetku, ko so začela s tem celotnim projektom, so se občasno lahko držala za glavo. Zdaj je boljše, stanje se popravlja, zgodbe so vedno boljše. Prišli smo do točke, kjer jih z veseljem preberemo. Mislim, da si v svojo lastno slido verjetno tudi lahko probamo, da se propagirata, ampak... Ne, pač iskren sem, Ne, sej. Tudi je gor ena najna objava, kjer je Aljoša raziskoval, kako poteka dejansko ustvarjalni proces. In so not screenshoti, kako izgleda moja zgodba, preden je pač popravljena, izpiljena in vse. In je to včasih res zgleda tako, da človeka pač stisne pri srcu. Ampak potem enkrat, ko gre čez ta proces, ki se sprejme, je popravki, kritika in vse to. Naš najnovejši sodelavec Andraž ve, o čem govorim. Vsak teden gre čez to in zato smo mu izredno hvaležni. Dejansko na koncu pride nek
produkt, ki je pač primeren za objavo. Se naučiš tudi, da se ne navežeš na svoje delo, ampak pač pustiš nekomu, gre secirati not in ti pač narediti kirurški pač proces izvede na tvoje zgodbi in potem pač nekaj čist druge dobiš. Ampak ja se navadiš. Vaja, ki je na primer lahko midva priporočal vsem, ki želijo pisati, je, da si najdeš nekoga, ki ravno tako kot oni želijo pisati in potem vsak teden si določijo nek izziv, na ta izziv napišejo zgodbo in potem pač kritizirajo en drug. Zelo uporaben tukaj Google Docs, ker lahko pač sproti že popravljaš in potem sprejemaš popravke, da ni toliko zamudno. Midva, ko sva začela to pisati, na splošno kratke zgodbe, sva imela prvotno omejitev, da je ne bo vsaj 500 besed. Ker tistih 500 besed je bilo toliko težko sploh meni. Jaz pač rad čim prej končam. In je potem to, dokler nisem imel omejitve vsaj 500 besed, da je to izpadlo tam 250, za mene sem bil že tako. Dosti je, ena stran, ni treba več. Potem, ko sem se zato uvedla in še na začetku sem imela ta problem, da hotela so pisati, ampak nisem vedela, o čem bi pisala. To so res te problemi prvega sveta, bi se lahko rekla. In so bolj uvedla pač to dodatno pravilo, vzameva 5 besed na ključnih in na spletu najdete vrsto teh random generatorjev in si določila teh 5 besed, ki jih je bilo treba uporabiti v najnih kratkih zgodbah in so začeli tako nastajati. Potem enkrat, ko sva videla, da priti do 500 besed ni več nek problem, sva zvišala, da ne bojo okoli 1000. In potem, ko sva videla, da nam počasi manjkuje časa, pa da rada pa vedno daljše kratke zgodbe piševa, je pač zrasla tudi omejitev besed, 1500, oziroma kakor je že znesla. Odpadle so tudi pač obvezne besede in so se te obvezne besede so nadomestile tematike, naprimer, kaj smo imeli, ena vem, da je bila gusarska, pa potem ena je bila, da smo šla na internet, sgenerirala nekega karaktera, ne vem, half-elf. Točno, bil je en ta Dungeons and Dragons character generator na spletu, ki klikneš in ti potem določi, kakšen je bil ta tvoj lik in na podlagi tega, kar je napisal, si ti moral napisati potem eno kratko zgodbo. Rezultat tega najnega izziva je tudi kratka zgodba, ki je objavljena na portalu. Meje ekscentričnosti, če se prav spomnim si na moje. Mislim, če se prav spomnim, je bilo navodilo, da je glavni karakter polvilin, ki ima določene ekshibicionistične težnje. Nažalost pač ne moramo potem na dobro knjigo napišeš, to ni problem. Tu lahko celo knjigo napišeš, ni problem. Omejila sem se na kratke zgodbe. To je možno napisati v enem tednu. V glavnem, kakor smo zdaj predstavili, začneš z malim in potem s časom lahko napreduješ na večji oziroma bolj zahtevno. Ampak je res tako, da se izkušnje oziroma znanje tukaj akumulirajo. Več, ko pišeš, boljš boš pisal. Ni rečeno, pač pomaga, če imaš nekoga, ki te bo vsak teden kritiziral, pač Aljoša mene in jaz njega. Ampak, načelno lahko rečem, več, ko se v nečem investruješ, boljši si v tem. In to je lahko nekako tudi zaključna misel za današnji večer, kjer se v bistvu zahvaljujemo za vašo prisotnost in udeležbo, za vaše sodelovanje. In definitivno ste vabljeni temu, da se gledate na spletni portal, je znanstveno fantastika.si. Še prej je treba dati https, dvopiče pa 2 črtice. Ta S je tist ključnega pomena,
ker ponavadno vedno potem pravijo, mi smo poskusili to utipkati, pa ni šlo. Če ne gre, pač dodati ta sed, HTTPS. Zdaj www je dovolj, če pa hočete biti res ziher, da vas niče nas hacka, pa ne potegnemo kaj dol od vas, potem pa HTTPS zaščitno koda, nikoli ni več. Serverju zasebno ta HTTP in bo zmeri HTTPS in ja. Ja, ampak tudi take rodo. Ja, pa nam ne bo treba ponavljati vseh tih stvari. Ja, še enkrat hvala, da ste prišli.